Glede na to, da se pravzaprav že kar nekaj časa srečujemo z COVID-19, to se pravi s pandemijo tega virusa, je verjetno na mestu, da rečemo tudi nekaj besed o duševnem zdravju. Pogosto me pravzaprav sprašujejo oziroma sprašujejo strokovnjake našega področja, kako je pa zdaj s psihičnim oziroma z duševnim zdravjem ljudi v obdobju, v katerem smo se znašli. Zdaj enoznačnega odgovora pravzaprav stroka ne more dati. To pomeni, da bi lahko v enem stavku odgovorili, kako pa zdaj COVID-19 vpliva na naše duševno zdravje. To pa predvsem zato, ker nihče od nas na stres ni imun in na stres se pravzaprav ljudje zelo različno odzivamo. Kaj pravzaprav to pomeni? Tisto, kar vemo, je, da so pravzaprav občutki, ki jih doživljamo, največkrat ob vsem tem, kar se dogaja, neprijetni, in da je to pravzaprav neka situacija, v katerem se počutimo ogroženi, a ne. Zdaj tisto, kar COVID-19 prinese s sabo, sta pravzaprav dve področji, in sicer področje vrednote zdravja. To pomeni, da prizadene ravno tisto, kar nam je najbolj drago. Tukaj so vprašanja, ali bom zbolel, ali bo zbolel kdo od mojih bližnjih, ali se bo, a ne, če bom zbolel, potek bolezni mogoče zakompliciral, a ne. To se pravi, kaj se bo dogajalo z mano, v kolikor bom zbolel. Zdaj, po drugi strani pa je neka negotovost v zvezi tudi s samim virusom, a ne. Relativno malo časa je med nami, zato ga tudi relativno malo poznamo. Potek bolezni je lahko od človeka do človeka zelo različen, kar sproža pravzaprav še dodatno negotovost. Zdaj, en del tesnobe, če lahko tako rečem, pa izhaja pravzaprav iz same situacije oziroma iz nekih tehničnih podrobnosti oziroma pomembnih stvari, v katerih živimo. Tukaj bi omenila, da je negotovost vezana na to, ali bom šla recimo jutri v službo, ali bom delala od doma. Sprašujemo se, ali bo šola, a ne, to se pravi, ali se bodo otroci šolali doma, ali se bodo šolali v šoli. Mogoče za nekatere celo, ali bom jutri še imel službo, ali je ne bom imel. A ne, če povzamemo, je situacija, v kateri smo, za vse nepredvidljiva, negotova, kar zagotovo pri večini ljudi sproža neke neprijetne občutke. Zdaj, vsekakor je pa izid iz te situacije od posameznika do posameznika pa lahko različen. Če si predstavljamo recimo, da je nekdo mlad, a ne, da nima nobene kronične pridružene bolezni, recimo, da ima stabilno zaposlitev, a ne, da ni nekako negotov v zvezi z nekimi pomembnimi življenjskimi področji, izid te situacije bo zanj zagotovo drugačen kot pri nekom, ki mogoče izhaja iz neke bolj ranljive skupine, že samo to, da je recimo starostnik, da ima neko pridruženo kronično bolezen, da njegova zaposlitev ni jasna, a ne, da je negotova. Pri takih ljudeh je pravzaprav pričakovati seveda več težav oziroma slabši izhod iz same situacije. Zdaj, tukaj sem navedla nekaj teh zunanjih okoliščin, a ne. Vsekakor pa je spoprijemanje z neko stresno situacijo odvisno tudi od nas samih. Nekateri ljudje, saj veste, so pravzaprav na stres skorajda imuni, lahko rečemo, in v nekaterih situacijah popolnoma trezno odreagirajo, drugi mogoče malo manj. To se pravi, ta prilagodljivost zavisi od človeka do človeka, tukaj bi mogoče izpostavila recimo obrambno-varovalne mehanizme, a ne, način, kako se spoprijemamo z neko določeno situacijo, je različen. Recimo, trenutno kroži pravzaprav po internetu, ali pa mogoče je krožilo še v obdobju, ko je bila razglašena epidemija, zelo veliko nekih šal na račun same epidemije, na račun virusa, če hočete, na račun politike, na račun pravzaprav celotne situacije, tudi nas samih, a ne, ko smo bili doma, ko nismo hodili v službo. Teh šal je bilo ogromno, a ne.
Tukaj je bilo najverjetneje na delu humora, ne. Humor je eden od obrambnih mehanizmov, ki pravzaprav pomaga človeku, da se s situacijo na neki način sooča, a ne, to se pravi, s svojo tesnobo se ukvarjamo se z virusom, ukvarjamo se s situacijo, ampak se ukvarjamo na neki način, ki je pravzaprav konstruktiven, a ne, to pomeni, da čustva na neki način predelamo, ampak v obliki humorja. Eden od takih načinov, kjer se ljudje dobro prilagodijo, recimo, je tudi altruizem, a ne. Pomoč drugim vedno pomeni pravzaprav neki način ukvarjanja z nekimi težavami oziroma z neko stisko nekoga drugega, pri čemer pa pravzaprav tudi sami sebe pomirimo, ne. Tako da različni so načini pravzaprav prilagajanja v nekih takih situacijah. Če recimo omenim zanikanje, a ne, ki je tudi eden od obrambno-varovalnih mehanizmov, recimo eni ljudje v obstoj virusa ne verjamejo, a ne. To pomeni, da pravzaprav rečejo, virus ne obstaja, ne bom se okužil, ne bom se ukvarjal s situacijo, ki je zdaj trenutno na svetu. Zagotovo je to način, s katerim tesnobo zelo zmanjšamo, a ne, glavo zakopljemo v pesek, covida ni situacije, s tem tudi tesnobe ni, ki bi jo sicer doživljali, oziroma nekih neprijetnih čustev. Ampak, zakaj je mogoče ta način manj konstruktiven? Ker v tem primeru ne uporabim recimo nekih zaščitnih ukrepov oziroma nekih mogoče si ne nadenem maske, ko bi bilo to pomembno, in se dejansko tak človek zaradi tega lahko okuži. A ne, to pomeni, da na kratki rok sicer tesnobo zmanjšamo, ampak se pa ne izognemo neki neprijetnosti, recimo. Tako da ljudje pravzaprav na zelo različne načine uravnavamo svojo tesnobo in se z njo spoprijemamo. Zdaj, dolgoročno, a ne, če govorimo, tako kot sem zdaj rekla, a ne, najprej imamo neko bazo, v kateri smo, neke varovalne dejavnike, recimo, ki lahko nakazujejo izid iz neke negotovosti, neke take situacije, kot je zdaj COVID-19. Hkrati imamo človeka, ki je v tej situaciji, in od tega je pravzaprav odvisen izid, kako bomo se v neki taki situaciji znašli. Zdaj, situacija pandemije, a ne, in pa prisotnosti COVID-19 je relativno časovno kratek čas prisotna, a ne. To pomeni, da nekih res takih longitudinalnih, dolgih raziskav o vplivu covida na duševno zdravje dejansko nimamo. Tisto, kar so pa strokovnjaki v tem obdobju nekako vseeno uspeli že raziskati, je pa to, da pa vizavi vsemu temu, kar sem povedala, obstajajo ranljivejše skupine, a ne. Obstajajo skupine, ki so bolj dovzetne za ta neprijetna občutja in za dejansko stres, ki ga bodo doživljale. To so seveda ranljive skupine, tukaj so kronično bolni, a ne, seveda, zaradi tega, ker je že to, da poslušamo po radiu, po televiziji, kako nevarno je se okužiti, če imam neko kronično bolezen, seveda zbuja več tesnobe, kot če sem popolnoma zdrav. Potem imamo tukaj nosečnice, imamo tukaj recimo migrante, a ne, to se pravi ljudi, ki nimajo nekih, kot sem rekla, varovalnih dejavnikov, ki jih drugi seveda imajo, a ne. Potem pa gremo naprej. Mladostniki, vsekakor, predvsem zaradi tega, ker je pri njih življenje, vsaj kar se časovne premice tiče, drugačno kot pri nekom, ki je odrasel. A ne, pri mladostnikih in otrocih 1 leto življenja pomeni veliko razliko oziroma bistveno drugačen čas minevanja kot pri odrasli osebi. V 1 letu se pri dijaku ali pa študentu zgodi bistveno več stvari, kot pa se jih zgodi kasneje v razvojnih obdobjih, a ne. Zato je pravzaprav to obdobje negotovosti in hkrati, a ne, neke socialne distance, ki naj bi jo držali, a ne. Mladostniki so sploh v sami referenčni skupini tisti, ki potrebujejo referenčno skupino, zato da pravzaprav svojo identiteto nekako raziskujejo in tudi oblikujejo.
v tem trenutku, pravzaprav v obdobju, kjer je neka ta fizična distanca pomembna, je to manj možno. A ne? To se pravi, to je tisto, kar pri njih določa večjo stisko. Hkrati tudi ženske. Zdaj, raziskave do zdaj so pokazale, da se ženske bolj odzivajo na stres z depresivno in pa anksiozno simptomatiko. Tako da to so zdaj neke take skupine ljudi, ki so jih izločili, ki bi pravzaprav v tej situaciji lahko nekako imele več nekih neprijetnih občutkov. Absolutno pa nazadnje omenim še populacijo, s katero tudi sama delam, ljudje, ki so imeli že prej težave z duševnim zdravjem, so seveda v tej situaciji bolj ranljivi. Zdaj, mi imamo zelo veliko populacije, ki tako ali tako ima anksiozno-depresivno simptomatiko, imajo anksiozno-depresivne motnje in v situaciji, v kateri smo, se seveda te motnje lahko poglobijo. Enako je z tudi psihotičnimi motnjami. Skratka, ljudje s težavami v duševnem zdravju so zaradi še dodatnega stresa, neprijetnih občutkov, občutkov negotovosti še dodatno seveda ogroženi. Okej, zdaj pa če mogoče malo bolj podrobno pogledamo, kaj pa pravzaprav, kakšni so simptomi, neke situacije, kakšni so simptomi pri nas, kadar doživljamo neko stresno situacijo, kot je recimo situacija pandemije oziroma prisotnosti COVID-19. Zdaj, večino pravzaprav simptomov spada pod skupino simptomov, ki jih doživljamo v stresu in so tako telesni, čustveni, miselni in pa tudi vedenjski. Doživljamo lahko pospešeno bitje srca, doživljamo lahko napetost v telesu, zakrčenost mišic, glavobole, vse to se nam lahko dogaja na telesni sferi. Postanemo lahko zaskrbljeni, razdražljivi, nemirni, nekateri imajo izredno znižan prag tolerance, to pomeni, da imajo kratko tisto vžgalno vrvico, ko pride do nekega izbruha, lahko do konflikta. Nekaterim začnejo misli begati, težko se skoncentrirajo, nekdo reče, jaz ne morem niti 2 vrstic prebrati, pa da bi vedel, kaj sem prebral, ker sem tako vznemirjen, možgani ne delujejo na način, kot bi si mi želeli. V vedenju nekateri obsedijo, pravzaprav strmijo lahko v prazno, drugi begajo, hodijo po stanovanju, puščajo opravila nedokončana, ne vejo, kaj bi naredila, nek tak nemir mogoče prisoten. Zdaj, vse to je pravzaprav odziv na stres, ki je sicer normativen. Naše telo se na stres odzove na tak način. Mi smo stara bitja in evolucijski odziv, ki ga imamo, je pravzaprav odziv človeka, ki je živel v jamah in je bil pravzaprav še plen. Takrat se je bilo treba pravzaprav pred nevarnostjo ubraniti s tem, da si izbežal ali si pa pravzaprav šel v boj. Te dve neke možnosti sta bile, lahko si tudi zamrznil v končni fazi. Ampak naše telo ne ve, da pravzaprav ta odziv, ki je razmeroma star, pravzaprav ni več aktualen, če lahko tako rečemo. Telo se pravzaprav na stres brani na način, da bomo ušli. Zato je pravzaprav srčni utrip pospešen, zato se mišice napnejo, zaradi tega pravzaprav preigravamo scenarije, kaj lahko v neki situaciji naredimo. To je pravzaprav normativno in take občutke vsi doživljamo. Tudi recimo, če se spomnite, če ste imeli recimo tremo, če ste imeli nek, konflikt recimo v službi, pa je bila to za vas stresna situacija. Takrat je človekovo telo pravzaprav drugačno kot sicer, ko čustveno nismo vznemirjeni. Tisto, kar se sprašujemo, je, kdaj pravzaprav postane ta odziv pomemben, da se seveda z njim začnemo ukvarjati. To, kar rečemo, je, da takrat, ko se spremeni funkcioniranje človeka. To pomeni, da če jaz zmorem z nekimi psihološkimi tehnikami, s pogovorom, z razumom,
razumeti sebe, vedeti, da je to nek stresni odziv, potem dejansko gre za neko normalen pojav. Če pa zasledimo pri sebi ali pa pri drugih, da ne moremo več normalno funkcionirati, da je zjutraj težko vstati, da je nemogoče skuhati kosilo recimo, da se ne veselimo več stvari, ki smo se jih prej veselili, da je dan dnevu enak, da pravzaprav težko recimo z otrokom se pogovarjamo ali pa s partnerjem, kadar funkcionirati začnemo drugače, takrat bi bil pa čas, da pravzaprav se obrnemo tudi po neko strokovno pomoč, mogoče po nek strokovni nasvet. Zdaj, kratka psihološka pomoč, če temu lahko tako rečem, je pa strnjena kar v nekaj korakov. Psihologi smo bili oziroma so bili med epidemijo kar zelo dejavni, in so naredili tudi kar nekaj naborov tehnik za samopomoč. Zdaj, zelo veliko je bilo tudi nekih suportivnih možnosti za razgovore, recimo po centrih za mentalno zdravje, v zdravstvenih domovih, tudi psihiatrične bolnišnice so imele odprte krizne linije, kjer se je nudil suport. To pomeni, da so psihologi pomagali s pogovorom in pa z nekimi tehnikami, ki učinkovito delujejo v takih situacijah. Jaz bi tukaj izpostavila nekaj mogoče teh tehnik oziroma nekih načinov, ki bi vam mogoče lahko pomagali v situacijah, kjer se spopadamo oziroma spopadate z negotovostjo oziroma z neprijetnimi občutki. Tisto, kar je za človeka pomembno in skoraj da edinstveno, je seveda socialni stik. V obdobju, ko smo bili v obdobju epidemije, ko se vsi spomnimo teh ukrepov, kjer je bila pravzaprav fizična distanca dejansko prepovedana, je bilo zelo pomembno, da smo nek stik vseeno ohranjali. To pomeni, da smo pa zdaj, vkolikor smo sicer prepovedovali velikokrat računalnike, pa tablice, pa telefone, zdaj to priporočali. To se pravi poklicati bližnjega, poklicati starše, omogočati jim dostop do teh naprav, do teh vsebin. Enako tudi pri otrocih. Vsi pravzaprav moramo poskrbeti za to, da smo v nekem kontaktu. A veste, ljudje smo socialna bitja. V odnosu s sočlovekom se pravzaprav gradi naš mentalni aparat in v odnosu s sočlovekom se mi tudi pomirjamo, seveda tudi razburimo, ampak tukaj govorimo zdaj o tem pozitivnem delu. Tako da rečemo fizična distanca, ja, socialna pa nikakor ne. Zdaj drug tak nasvet ali pa priporočilo, če hočete, je pravzaprav zelo bazično hrana in pa telesna dejavnost. Zdaj, mogoče bi rekli, da psihologi tukaj na tem področju nimamo kaj dosti za iskati, ampak tisto, kar je pomembno in se je pač potrebno zavedati, je, da so telo, čustvovanje, mišljenje in vedenje neločljivo povezani. In zato moramo za bazo poskrbeti. Baza, ki jo gradimo, glede na to, da je človeški sistem neločljivo med sabo povezan, je seveda pomembna. Pogosto vidimo, tudi sami verjetno za sebe veste, da v pogojih stresa posegamo večinoma po manj zdravi hrani, lahko po hrani, ki je bogata z sladkorjem, bogata z takimi enostavnimi ogljikovimi hidrati. To je tisto, kar lahko povzroča potem tudi neka nihanja krvnega sladkorja, ljudje se lahko potem počutimo slabše. Po drugi strani pa telesna dejavnost, tisto, kar vidimo pravzaprav pri naših pacientih, pa tudi pri ljudeh na splošno, je, da nekateri v pogojih stresa, v pogojih tega stresnega odziva telesno dejavnost opustijo. Zdaj, kot sem prej razlagala o samem stresnem odzivu, tako kot je človeško telo narejeno, da se je borilo oziroma da je zbežalo v pogojih stresa, tudi če je to recimo COVID situacija, kjer nam to dejansko nič ne pomaga, je telo narejeno tako, da se razbremeni vsega tega z fizično aktivnostjo.
Tako da vedeti moramo, da je tisto, kar dejansko v telesu se spreminja, neko kemijo, telesna aktivnost. V pogojih stresa je zato še bolj pomembno, da jo poskušamo vzdrževati in redno ohranjati. Naslednja stvar, ki bi jo izpostavila, je mogoče samo sproščanje. Nekaterim, ki bi bili zdajle zelo napeti, pa ki bi bili zelo v stiski, sproščanje na prvo žogo mogoče niti ne bi dobro delo. Zato lahko to za nekaj časa mirno preskočite, pa bomo šli potem neke druge še možnosti naprej. Medtem ko za vse ostale pa priporočilo, da sproščanje kot tako, mogoče, če ga začnete uvajati, ne pomeni nekih dolgih seans, za katere rabimo zelo veliko nekega časa, ampak lahko kratko malo, če bi to želeli vnesti v svoje življenje, začnete s trebušnim dihanjem. Zdaj, trebušno dihanje je tisto, kjer dihamo s trebušno prepono, to pomeni, da pravzaprav če roko naslonimo na svoj trebuh in naredimo nek počasen vdih in potem izdih skozi rahlo priprta usta, se trebuh izboči ob tem, ko vdihnemo, in potem usloči, ko izdihnemo. Že nekako 3 taki vdihi delujejo na naš parasimpatični živčni sistem, to je sistem, ki nas umirja, in ga sprožijo, kar pomeni, da bi se načeloma celotno telo bistveno hitreje umirilo, kot če tega ne bi počeli. Zdaj, za tiste, ki se pa sami sebi zdite mogoče bolj vznemirjeni, da bi vam to lahko pomagalo, čeprav absolutno je za probati, bi pa svetovala, da se v dan vnese rutina. Rutina je nekaj, kar nas ljudi pomirja. To pomeni, da jaz že na začetku dneva, ko vstanem, približno vem, kako bo moj dan potekal. Zdaj, za ta čas, v katerem smo, če ne ciljamo strogo na čas epidemije, je mogoče to manj pomembno, ker smo vsi nekje zaposleni v nekih službah oziroma imamo pač neko strukturo dneva določeno od zunaj. Če se pa ta struktura od zunaj poruši, pa je pomembno, da se jo izoblikujemo sami. To je zato, ker ljudje lažje delujemo v predvidljivem svetu. Zdaj, COVID situacija, če si predstavljate, je situacija negotovosti. Kaj damo v nasprotje? Predvidljivost. In če si lahko naredimo dan predvidljiv, je to že nekaj v nasprotju z negotovostjo, ki jo sicer doživljamo. Po drugi strani pa lahko takrat, kadar smo zelo napeti, ko imamo občutek, da se ne bomo mogli pomiriti, recimo, da bi doživljali panični napad, ohranimo zavedanje, da je minljiv, da se od paničnega napada ne umre, kar pomeni, da se nikomur še ni nič zgodilo, ko je to doživljal, da je sicer grozno neprijeten, ampak da mine. In v tistem trenutku počakamo, da mine, potem pa se ob neki povečani tesnobi, ki bi eventualno vztrajala oziroma bi bila pred paničnim napadom, posvetimo nečemu, kar sicer počnemo. To pomeni, da gremo okopavati vrt, da gremo likati mogoče, zdaj, če smo doma, da nekaj začnemo delati, drgati kopalnico, karkoli. Da zamotimo naš sistem, da pravzaprav nekaj počnemo. Če se dotaknemo ruminiranja skrbi, torej premlevanja skrbi, to ljudje v stiski počnemo, takrat, ko je tesnoba povečana, ko se slabo počutimo, začnemo premlevati skrbi, skozi več o tem razmišljamo, namesto da bi vedno manj o tem razmišljali. Tukaj se je mogoče potrebno večkrat opominjati na to, kaj je tisto, kar lahko kontroliramo v svojem življenju in česa ne moremo. Zdaj, neskončno ukvarjanje s situacijo, v kateri smo se znašli, najverjetneje zaradi situacije same, kakršna je, ne bo prineslo nekih drastičnih sprememb, ker je tisto, v čemer smo, nekako nastalo od zunaj. Ne moremo kontrolirati virusa. Ne moremo kontrolirati ukrepov, v katerih smo. Ne moremo kontrolirati situacije, v kateri smo se znašli.
In o tem bi lahko premlevali, ure in ure bi lahko o tem premlevali, ampak tisto, kar bi se zgodilo, je, da bi bilo naše psihično počutje slabše, najverjetneje. Zato se je potrebno vprašati, kaj je pa tisto, kar jaz lahko kontroliram, kaj je pa tisto, kjer pa imam nek vpliv. Osredotočamo se na dan, kaj bom delal v dnevu, kako si bom razporedil čas, kaj je zame pomembno. To se pravi, probamo prilagoditi življenje situaciji, v kateri smo, seveda, ampak hkrati pogledati stvari, na katere imamo vpliv in jih lahko kontroliramo. To lahko bistveno prispeva k temu, da se psihično počutimo boljše. Na tej točki mislim, da moramo omeniti še eno pomembno stvar, ki je verjetno tudi povezana s premlevanjem, in sicer informacije, ki jih imamo. Zdaj živimo v dobi, kjer smo lahko zelo informirani. Z vidika same situacije je na nek način to zelo dobro, ker potem vemo, kako slediti sami situaciji, kako se obnašati pravzaprav ob vseh teh ob vsej tej negotovosti, ki jo doživljamo. Ampak hkrati pa lahko prekomerno spremljanje poročil, prekomerno spremljanje recimo televizije, radija, zvečuje nek strah, zvečuje tesnobo in zveča neka depresivna doživljanja. Zdaj tisto, kar psihologi priporočajo, je, da se omejimo. To pomeni, da bi praktično spremljali recimo eno informativno oddajo na dan in ne vse, ki obstajajo. To tudi pomeni, da televizijo oziroma radio za nek čas izklopimo, da nismo stalno preplavljeni z informacijami, ki seveda kljub temu, da nekje v ozadju odzvanjajo, se nas dotaknejo in vplivajo na to, kako se počutimo. Kot smo že rekli, vpliva pravzaprav zares nimamo. Vplivamo lahko na to, kako preživimo dan, na to, kaj skuhamo, koliko se gibamo, kako si dan strukturiramo, na to, kaj se v zvezi z virusom dogaja, pa trenutno ne. In pomembno je, da zmanjšamo tudi dotok vseh teh informacij, ki nas seveda lahko spravljajo v stisko. Še nekaj informacij o tem, kaj pa lahko naredimo, kadar pa imamo občutek, da pa potrebujemo neko strokovno pomoč. To se pravi, da pa mogoče doživljamo več tesnobe, več depresivnih občutij, kot smo jih vajeni, oziroma da je naše funkcioniranje dejansko okrnjeno. Tisto, kar je bilo v času epidemije dobro, je, da smo psihologi in pa psihiatri oziroma ljudje, ki se z duševnim zdravjem v zdravstvenem sistemu ukvarjamo, pridobili možnost storitev na daljavo. To pomeni, da smo paciente lahko obravnavali po telefonu, preko Skypa, preko Zooma, to se pravi preko vseh nekih platform, ki podpirajo neko digitalno komuniciranje. Tega smo se v zelo veliki meri posluževali, tudi še vedno se poslužujemo. In v času epidemije so bile dejansko odprte tudi telefonske linije, to so bile krizne linije za pomoč ljudem v stiski. Te krizne linije so bile odprte v večini psihiatričnih bolnic, pa tudi v večini centrov za krepitev zdravja, pridružile so se tudi nevladne organizacije. To se pravi, bil je ogromen nabor številk, kamor je človek v stiski dejansko lahko poklical. Številke je zbral NIJZ, tudi na njihovi spletni strani so objavljene. Vkolikor seveda bo prišlo ponovno do nekih ukrepov v zvezi z epidemijo, bodo najverjetneje te številke spet aktualne. Mogoče bi za konec ponovno poudarila, da je situacija, v kateri smo se znašli, neka situacija, ki je nenormalna. To je situacija, ki je za nas nova, nepredvidljiva in jo ne poznamo. In stresni odziv ljudi v taki situaciji je normalen. To pomeni, da gre za normalni odziv ljudi na nenormalno situacijo. Vsekakor pa je takrat, ko bi recimo sami pri sebi prepoznali težave, do te mere, da bi težko funkcionirali
ob tej situaciji, da bi imeli težave v funkcioniranju zaradi stresnega odziva, na mestu, da poiščete neko strokovno pomoč, nek support, v katerem boste lahko pravzaprav bolj poglobili znanje o sebi in hkrati pravzaprav dobili tudi dobršno mero neke podpore in pa supporta. Naj omenim še to, da je podpora in support tudi tisto, kar lahko dobimo doma, v okolju, v katerem smo. Ljudje, kot sem rekla, smo socialna bitja. Pomembno je, da se kljub temu, da je potrebno ohranjati fizično distanco, ne distanciramo eden od drugega in ostanemo povezani. Sicer pa, kadar začutite pravzaprav težave, na področju duševnega zdravja, je pomembno, da ne odlašate, da veste, da niste sami, da obstajamo strokovnjaki, ki se s temi težavami ukvarjamo, ki jih pomagamo pravzaprav razreševati, in vas opogumam, da v takem primeru tudi pokličete oziroma poiščete nek kontakt.